Pozdravljeni. Poleg, po mojem mnenju, očitne farse na veliki nagradi Belgije, smo lahko slišali kar nekaj predlogov, da bi bilo potrebno določene ovinke, kot je na primer Rédillon na Spa-Francorchamju, spremeniti jih, prilagoditi sodobnem času, jih narediti bolj varne. Ampak danes si bomo pogledali zadevo z malce drugačnega zornega kota. Današnja tematika je izjemno delikatna, zato ne bi hotel, da me kdo od vas napak razume. Ampak poleg farse, imenovane Velika nagrada Belgije, smo v celotnem vikendu lahko opazili na progi Spa-Francorchamps kar nekaj tudi močnih trkov ter nesreč. Videli smo jih na primer na vzponu Rédillon oziroma na izhodu iz kombinacije Le Con. In mnogi so prišli na misel, da pravzaprav ti dogodki so zadnje opozorilo. Mnogokrat so se citirale nesreče iz preteklosti in niti ne tako daljne preteklosti. Razumeti moramo naslednje. Motošport je že po svoji naravi nevaren. Karkoli bomo naredili prej ali slej, se bo zgodilo tisto, kar nismo predvideli. In zato nek del nevarnosti mora ostati v svetu motošporta. In da me ne boste napak razumeli, sam sem za varne proge, sam sem za varne bolide in ko gledam nesreče, je moja prva misel pri voznikih in voznicah, če je z njimi vse v najlepšem redu. Ampak kot sem poudaril, absolutne varnosti nikoli ne bo. V drugi strani se pa moramo zavedati dejstva, da ukolikor strmimo k tem absolutnem pojmu, bomo izničili pravzaprav tisto bistvo, tako Formule 1 kot tudi verjetno ostalih kategorij v motošportu. Da vam bolje razložim. Vzpon v Rédillonu je ena izmed tistih točk, ki je najbolj poznana tako v svetu Formule 1 kot tudi v mnogih drugih kategorijah športa. Vemo, da je izjemno nevaren in tam kakih bistvenih rešitev se ne da narediti. Ena izmed možnosti je tista, da bi speljali progo tako, kot je bila nekoč okrog griča, ampak tako bi dobesedno uničili eno izmed najbolj znanih točk. Vem, tam smo videli leta 2019 trk, kjer je umrl Antoine Hubert. Tudi Stefan Belov je končal svoje dni nedaleč stran in od tistega dogodka je minilo kar nekaj desetletij. Vzpon in ovinek sam po sebi se ni spremenil kaj dosti, kajti ni kakih velikih možnosti, kot sem vam povedal. Ampak ta vikend je deževalo. In videli smo najmanj tisti množični trk v W Series ter na kvalifikacijah Landa Norrisa. Dvignili so se glasovi, da tako naprej več ne gre. Ampak tu bi vas rad spomnil na nekaj. Namreč vozniki Formule 1 zletijo s proge, ko razmere na samem asfaltu so take, da oni niso sposobni več hitro peljati po njih. Torej, njihove sposobnosti so bistveno slabše od tistega, kar zahtevajo vremenske razmere. In tu nočem staviti v sramoto nikogar izmed njih. Videli smo v nedeljo, da je premočno deževalo, da bi dirko izpeljali varno, čeprav pustimo, kaj so naredili. Ampak po drugi strani smo lahko tudi opazili razne izjave, ki nam pravijo, kako varni so bolidi, kako velik doprinos je dal varnostni lok halo in kako je tehnologija napredovala, da po takem trku se nikomur ni nič zgodilo, kar je res in kar je tudi prav. Po drugi strani to pomeni, da lahko marsikateri, tudi malce manj sposoben, gre na polno tam, kjer bi drugače
tvegal ne samo poškodbe, ampak lahko tudi življenje. Kaj se mu lahko zgodi? Polomi bolet, katerega mu bodo pokrovitelji plačali novega, in jutri je nov dan, podobno kot v videoigrici, ampak tu nočem staviti nobene primerjave in ne vzeti to kot žalitev za tiste, ki imajo radi videoigrice. Ampak ukolikor se v virtualnem svetu zgodi napaka in nesreča, kakšne so lahko posledice? Pač začeti moraš znova in to je tudi vse. Vedeli smo lahko, da v tem vikendu so mnogi precenili svoje sposobnosti. To ne samo začetniki in ne samo v nižjih kategorijah. Že prej omenili Lando Norris, Charles Leclerc, Max Verstappen, zmagovalec tistega dogodka v nedeljo, ter Sergio Perez, ki je zatel s proge v trenutku, ko se je pripravljal, da se bo postavil na štartni razpored. To nam pove le nekaj, da varnostni elementi v svetu Formule 1 so zaželeni, so nujni, morajo napredovati. Ampak izgleda, da marsikdo, ki je na štartnem razporedu, je izgubil tisti sveti strah, da se mu bo lahko nekaj pripetilo. In zaradi tega vsak tak je moj občutek, izgleda, da tudi takrat, ko razmere na progi so daleč od idealnih, nekateri brezglavo gredo na polno in posledice gledamo mi na ekranih. Seveda, z veseljem gledamo ponovljene posnetke, ko vemo, da se nikomur ni nič zgodilo, ampak pristop, ki smo ga videli v zadnjem vikendu, nam kaže pravzaprav na to. Strah nas je voziti pod določenimi pogoji, ker se lahko nekomu zgodi, prav zaradi tega, ker tisti prvi akteri nimajo več pravega občutka, kje je meja med varnim in nevarnim. Prav to je verjetno eno izmed tistih področij, o katerem bodo morali tudi v Formuli 1 razmisliti. Ne, da bodo znižali standarde, temveč da bodo nekako vpeljali mehanizme, da se bodo vozniki začeli zvedati, kaj počno. Zanimivo je, da v tem vikendu v Formuli 1 smo videli trke izjemno izkušenih, izjemno pomembnih voznikov, ki pa imajo agresivni stil vožnje. Prekaljeni veterani so se izognili tistim situacijam. Vprašanje je le zakaj. Morda zato, ker vedo, kaj delajo in nekako čutijo, da je tudi jutri nov dan, ali tudi zato, ker imajo kako leto več in videoigrice v njihovih časih niso bile tako podobne realnosti in ločijo med enim in drugim. A to zadnje vzemite z lepo mero sarkazma. Vsekakor zanimivo vprašanje, o katerem velja razmisliti. Razmere na progi so bile vse prej kot idealne, ampak nekateri so jo zvozili brez težav, drugi pa ne. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.